Nekaj vam polagam na srce. Joj, kako so te lepe besede, lepo ste sliši. Nič vam nočem nikamor polagati, samo rada bi vas nekaj opozorila. Veliko ponudbe zadnje čas obstaja. Ogromno tehnik, metod, prijemov, načinov, tečajev, tretmajev, usposabljanj. Skratka, ogromno vsega. Rada bi povedala pa naslednje. Mnogo tega obljublja, kako boste vi se olajšali, kako se boste razvili, se naredili, napredovali, doživeli ne vem kakšno katarzo in kot nov boljši človek šli naprej v svet. Moram vas majčkeno razočarati, mnogo tega ima ravno nasproten učinek, kot bi hoteli, pričakovali in kot se zadeve predstavljajo. Mnogo vsega, kar se danes v kopici ponudbe razvrsti, ima učinek ravno nasproten. Vas dejansko lahko začne frustrirati in obremenjevati, ker namesto, da bi sproščali vaša čustva, sproščali vaše občutke, jih pa ravno zadržuje v vas in ustvarja iz vas pravi ekonom lonec. In se veste, ko zavre, lahko pusti usodne posledice. To je tisto, česar nočemo in čemur se hočemo izogniti. Kar pomeni, morda ni vedno najbolj fajn, da se sproščamo, da se umirjamo, da se na prvo žogo skušamo kontrolirati, pa pogoltniti, pa ugrizniti v jezik, kar pomeni, da vse to počnemo, če hočemo biti prijazni, dobri, uvidevni, razumevajoči. Lejte, mi imamo cel spektr čustev in občutij in to zato, da čisto vse po vrsti uporabljamo in se z njimi naučimo rokovati. Naučimo rokovati se pa tako, da sprejemamo, prepoznavamo in znamo manevrirati z vsemi. To pomeni, da tudi tiste prve žoge, ki jih začutimo, morajo iz nas ven poleteti, da se v nas ne nalagajo in na koncu zagnojijo. Treba se kdaj ujeziti, treba je kdaj kaj povedati. Če je nič drugače, če ste bolj take tihe, mirne narave, ja, je pa treba sam v avtu malo se ujeziti ali pa doma potušam, pa kakšno sočno povedati. Torej, ne zanemarjati, prosim, tega zelo pomembnega dela. Res je svet prelep in prečudovit in vsi smo lepi in prijazni in dobri. To so vse naše možnosti izbire, vse naše vrline. Ampak to ne pomeni, da moramo biti neprestano taki, v vseh obdobjih življenja taki, 24/7, torej 7 dni na teden, vse dni v mesecu taki. Ni to bistvo našega bivanja. Bistvo našega bivanja je valovanje in dajmo si to valovanje omogočati. Teli trendi, zdaj, ko se dogajajo in vsa ta znanja, mislim, to že takoj kažemo s prstom. A se je tale ujezu ali kaj? Marija, da ga ni sram, kako si upa? Ja, aj unle dejansko ima v glas prevzdignil? Kako je pa unle pogledal svojega otroka, pa mu malo takole naredil? Veste kaj? Vse to imamo zato, da lahko uporabljamo. Mi se moramo krepiti v zvezi z znanji o nas samih. Mi moramo sprobavati, mi moramo reagirati, kot verjamemo in kot začutimo, da je prav. Po temle trendu, kakršno se zdaj odvija in dogaja, veste, do česa bomo prišli? Tako da bo en rekel, živjo! Zato, ker bo vesel in bojo vsi, a se nehaš dret, in bojo že klicali koga, ne vem, da ga bojo institucionalizirali, ker je pa ja nasilen, v ta naš zen je pršel in on se je drznil zadret, pa čeprav bi samo pozdravil. Ja, malo karikiram, ampak verjemite, da kaj prav dost, mislim, da daleč od resnice pa nisem tega povedala. Dajmo majčkeno stvari vzeti za rezervo, dajmo se malo umiriti v tem strašnem tekanju po neki popolnosti in modernosti in umirjenosti in zenu in ne vem kaj še vse. Ja, smo samo ljudje, prav je, da smo in tudi pravico imamo biti, da smo samo ljudje. In to je skopico čustev, ki grejo lahko v plus in skopico čustev, ki grejo v minus. Naj bodo, dajmo se jih samo naučiti brati, sebe poznati in potem s tem manevrirati na način, da ne škodimo sebi in da ne škodimo drugim okrog sebe.